Kaj je prepričanje? Zelo enostavno. Prepričanje je le misel. Res je le misel. Je pa misel, ki sem jo velikokrat pomislila ali pa sem jo slišala in sem jo sprejela za svojo, četudi ni bila moja. Vzela sem jo, kot da je vse skupaj res. Pa ni nujno, da je res. Velikokrat ta prepričanja nimajo neke podlage. Sploh, ker so nedoživeta, prevzeta ne iz lastnih izkušenj, ampak iz pripovedovanj drugih oseb. In v tej situaciji, namen mojega videa je, da vas motiviram in da vas obrnem pogled v današnjo situacijo, kar se sedaj dogaja, da začnete malo gledati drugega zornega kota. Kaj, če se vse to dogaja za nas, za našo osebno rast? Kaj, če se to dogaja ravno zate? Ne tebi, ampak zate. Jaz sem danes malo preživela časa sama s sabo v razmišljanju, da sem se vprašala, kako se jaz dejansko počutim. Kako mi je všeč, da se ne bom mogla od srede naprej obiskovati kakšen trgovski center, pa ne vem še kakšne so druge omejitve. In sem rekla, ok, kako se počutim? Ne počutim se lagodno, ni mi najbolj ok. In v nekem trenutku sem imela to občutek, ta restrikcije, ne smeš, ne moreš, ne dovolim ti. In to mi ni bilo všeč. In ker to ni bilo prvič, ker kot podjetnik v bistvu sem veliko že dala čez, pa tudi vem na nek način, kako sistem funkcionira, in sem si rekla, ne da mi ne dovolijo, ampak sem preusmerjena. In to je pogled z drugega zornega kota. Pogledala bom, kako lahko drugače živim. Pogledala bom, kako lahko uvedem neke spremembe, nov način razmišljanja, spoznala novo sebe. Uvedla verjetno tudi nov način trošenja denarja. Vse to, kar se nam dogaja, ima veliko pozitivnih stvari. Obrnila se bom še bolje v globino same sebe, še bolje bom sebe poslušala in motivirala absolutno tudi druge. Prvo, kar je pa, da iz tega, če vkolikor se v tem trenutku počutite kot žrtev, ne biti žrtev. Bodite vsaj opazovalec. Tudi jaz se v tem trenutku še ne morem počutiti kot zmagovalec, ker je dejansko tretja stopnja in najvišja, ampak sem absolutno lahko opazovalka. Vsaj danes v ponedeljek, ko je še to sveža novica. In zato vas spodbujam, da začnete priti iz tega občutka žrtve v opazovalca. In opazujte, kaj se dogaja, opazujte, kako čutite, pojdite v globino sebe, delajte tiste stvari, kar vas veselijo, družite se z ljudmi, ki so vam ljubi, vedno gledajte, da ste veseli in radostni in še bolje se poglobite v sebe, ker vse te situacije, kar se dogaja okoli nas, absolutno je tole čas brez primere. In vse to, kar se dogaja okoli nas, se bo še bolj potenciralo, bo potenciral ves ta strah, vse te naše občutke, bodisi da so pozitivni, bodisi da so negativni, ampak mi negativni nekako lažje zaznamo. To pomeni, vse se bo začelo bolje izkazovati in je čas za čiščenje. Tako da vam predlagam, da ne biti žrtev, bodite vsaj opazovalec, kasneje pa absolutni zmagovalec.